Tokrat skupaj z vami testiramo 3 različne hibride istega proizvajalca. In v nemškem Wolfsburgu na prvo vožnjo zapeljemo ID.3. Prvi resnično masovni električni Volkswagen. In ko smo pri bližnji prihodnosti, poglejmo, kakšna je ta za mestne električne tovornjake. Malo spominja na tramvaj. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Vnema za preizkušanje še posebej novih tehnologij v avtomobilih nas med poletnimi meseci nikakor ni menila. Še več, k prav posebnemu testu smo tokrat spet povabili tudi vas. In kot vedno ugotavljamo, ste gledalci in gledalke avtomobilnosti o avtomobilih in tehnologijah dobro poučeni, zato smo se morali tokrat še posebej dobro pripraviti. Ugriznili smo namreč zopet v hibride. Ne prvič in vsekakor ne zadnjič. Ne glede na to, da je tehnologija na trgu prisotna že več kot 20 let, je vprašanj pa tudi neznank med kupci hibridov še vedno zelo veliko. Mi smo tokrat rekli drugače. Ko danes stopite v salon avtomobilov, vas prodajalec z lahkoto vpraša, vas zanima hev, phev ali mhev. Na zdravje! Gre za hibridni, priključni hibrid ali mehki hibrid. Ja, in na koncu smo tako laično rekli, morda pa kupec vedno vpraša, kaj me pa pride najceneje, ampak temu še daleč ni tako. Ne, ni nujno, da je najcenejša izbira tudi najbolj prava za vas. Na tokratnem preizkusu nas je bolj kot cena in poraba pa vzdrževanje zanimalo to, kako se kateri izmed njih pelje, saj ima vsak svojo logiko za različne vozniške izkušnje. Ja, in zato smo tudi izbrali 3 avtomobile istega proizvajalca, da res hibridni oziroma pogonski sklopi pridejo bolj do izraza. Tokrat je bil to Ford, lahko pa bi naš test še bolj zakomplicirali in verjetno v prihodnosti ga še bomo. Zagotovo. Kakor poznam člane uredništva avtomobilnosti, bomo dodali prej kot slej še dizle, bencine, popolnoma električni avto, pa mogoče še kakšen plinski. Ampak zdaj smo v času elektrifikacije, se pravi času, ko elektrika na tak ali drugačen način pomaga bencinskemu motorju zmanjšati porabo in s tem izpuste. In tokrat govorimo o 3 različnih hibridih. Hibrid mi je po manj še najboljši. Tam moraš spet neki štram, neki vtika, pa resno to v bloku živiš, ga nimaš kam priklopiti. Če greš kaj na petrol, je drago, kartica pa telefon pa vse, pa z uporabniškega stališča najboljši hibrid meni. Torej hibridi. A kateri? Hibrid je seveda pravzaprav vsak avto, ki ga poganjata 2 različna tipa pogonskega sklopa, običajno motor z notranjim izgorevanjem in elektromotor. A govorimo o 4 vrstah te kombinacije. Prva je najbolj klasična hibridna. Bencinski motor plus elektromotor ter samodejni CVT menjalnik. Predstavnik Ford Mondeo. Potem smo imeli 2 blago hibridni kombinaciji, bencinsko in dizelsko. Na primerih Pume in Kuge, obakrat z ročnim menjalnikom, seveda gre za hibrida, ki ne omogočata vožnje samo na elektriko, ampak elektrika zgolj pomaga klasičnemu motorju. No, največ električne vožnje pa je ponudila priključno hibridna Kuga, prav tako povezana z bencinskim motorjem, samodejnim menjalnikom, pa tudi z napredno elektroniko za pomoč vozniku. Seveda gre za električni avto z razmeroma skopim električnim dosegom, v praksi za dobrih 50 km, ki pa ima zato še klasičen bencinski motor. In imate prav, ponavadi se na naših testiranjih izogibamo prometu, a tokrat smo naravnost zarinili v prometne zastoje, kolone smo pravzaprav iskali. V takšnih situacijah namreč hibridi najbolj pokažejo svoje prednosti. In kako so 4 hibridne Forde ocenili naši novi testni vozniki? Klasičen hibrid v Mondeju mi ni bil toliko všeč zaradi tega CVT menjalnika, ne. Če da hočeš nekaj malo hitreje speljati, gas pritisneš, ampak ne dogaja se tako, no, ne vem. Sicer potem sem ugotovil, da ne smeš preveč, ni bilo tako hudo, če si pa res močno pospešil, je pa tu.
Pravijo, da je torej hibridni Mondeo bolj za umirjene vožnje. Tipično Fordovo dinamiko so naši gledalci bolj začutili v Pumi in Kugah. Pozor, pozor, zdaj pa prihajamo do odličnega trenutka za preizkus še posebej mehkega hibrida. Bodite pozorni na to, kdaj se bo motor ugasnil. V trenutku, ko bomo stisnili sklopko, tudi če se bo avto še premikal, že ne bo več delal motor. Potem pa, ko bo zelena, pozor, ko bomo stisnili sklopko, bodite pozorni, ker motor še ne bo delal. To je velika razlika med navadnimi avtomobili z samo sistemom start in stop. Ta začne delovati takoj, ko stisnemo sklopko. Pri mehkem hibridu pa se bo motor zagnal šele takrat, ko bomo prestavili v prvo prestavo, v primeru, da je mehki hibrid spojen z ročnim menjalnikom. Se pravi, kdaj se bo zagnal motor in kakšne vibracije in kakšen zvok se bo ob tem zgodil. Bodite pozorni, če je res mehek. Nič občutil. So pa res, bom rekel, toliko mirni, tudi dizel, ne? Človek mora biti že res pozoren, posebej, ki ste nas spomnili na to, bodite pozorni, kdaj preklop, kdaj ne preklop, kako preklop, kakšne vibracije povzroča, drugače pa ne. Moram reči, da so ti preklopi zelo nežni. Ko bi vozil brez tega, da bi gledal na armaturko, da sploh ne bi opazil. Nisem vedel, da je dizel, resno. Ne pri vžigu, ne pri pospeševanju, ni bilo res. Oba dva sta bila prav presenečena. No? Pri navadnem vozilu veliko prej opaziš, da je avto se zagnal. Tukaj, dokler ne spelješ, dokler ne narediš par metrov, ne veš sploh, da je avto laufa. Definitivno hitrejši, kot pa starejši avti. Ja? Ta start-stop sistem tukaj deluje, sploh ne zaznaš. No? Meni se zdi, da je tako res dobro. No? Hitro se užge, ker recimo daš prvo prestavo takoj, pa mogoče pri dizlu se čudi, da se trese malo, pa ker se ugasne, pa prižge. Recimo pri bencinarju se tega ni čutilo, ker se avto prižgal, ni bilo nobenega sunka. Pri dizlu se pa čutilo. Je bolj glasen od bencinarja še vedno, ne? Ampak je veliko manj v primerjavi z avti, ki so na stari 10 let. Jaz osebno ne vidim, da bi bilo nekaj revolucionarnega. Bombonček, zdaj pa lahko rečeš, da imaš mehkega ali pa blagega. Potem smo primerjali električno in bencinsko vožnjo v priključno hibridni Kugi. Tudi ko je vozil na bencin, pol pa zelo tih, zelo mehek, prijetna vožnja. Na bencin je bilo čisto v redu, se lepo pelješ. Tiho, brez vibracij, umirjeno. Da se lepo pelješ tudi na bencin je seveda ena pomembnejših prednosti priključnih hibridov. Kaj, če zmanjka elektrike, ne? Pri ključnem hibridu imaš še zmeraj kangelco, pa lahko greš do črpalke. Ko se ti ustaviš, avto itak sploh ne laufa, ne slišiš, tudi ko speleš, ne slišiš ne motorja, ne nič. Na elektriko, resno, prej samo dotakne se, da tudi skoči avto. Plug-in hibrid je najbolj mehak. To je cukor. Zdaj sem bil prepričan, da imam vse, kar rabim, a ne? To je moj naslednji avto. Se pa zaljubil vanga. Zveznost, nežnost, mehkoba. To so zadeve, ki jih vse bolj obvladajo asistenčni sistemi. Še posebej, če so povezani z električnim pogonom, kot v tokratni Kugi plug-in hibrid. Seveda govorimo o inteligentnem radarskem tempomatu, z njim so se naši testni vozniki soočili že na prvi rdeči luči. Če ste imeli radarski tempomat prižgan, potem bi avto tudi sam se ustavil. Ta tehnologija šla zelo naprej. Vsem. Od kokpita, da se po pilotsko izrazim, do opreme, do računalnikov, samo ustavljanje, samo speljevanje. Meni osebno je to že recimo ta prav ključ za nakup novega avta. Tisti je to dobra zadeva za tele ljubljanske zastoje, bi mi je takoj, bom rekel, sedla zadeva, ne. Človek samo še se ukvarja z volanom. Če začne deževati, stene zdaj razsvetaš, že dal ukaz, da se poveča varnostna razdalja. Sem pa tudi opazil, da prepoznavanje znakov, se pravi, da če je tempomat nastavljen na 100, pa če je omejitev 80, bo tempomat avtomatsko znižal na 80. Je delal. A radarski tempomat ni zgolj funkcija udobja, je še bolj funkcija varnosti. Poletje je, pogledam skozi oken, naredim napako, ne, ker sem pogledal skozi oken in avto vse to popravi. A vedno poudarimo,
to so zgolj asistenčni sistemi, ne pa nadomestilo za našo zbranost. In če drugega ne, zaupanje v zanesljivo ravnanje robotov ni nekaj samoumevnega. Mislim, da to zahteva dosti časa, da se ga navadiš in da zaupaš tehnologiji, da res zavira z avtomobilom, da te zaustavlja, da sama spelje. Mislim, da bom imel vsak s tem probleme. Tudi v novicah pa gremo v prihodnost in k elektrifikaciji. Kakšni bodo električni tovornjaki, ki vsaj v ideji zelo spominjajo na trolejbus? In to je točno to, na kar nas je opozoril tudi udeleženec našega testa, da je tradicija oziroma nekaj, v kar že zaupamo, največja prepreka do novih tehnologij, ki jih še ne poznamo in posledično jim še ne zaupamo toliko. Samo elektrika, ne, jaz mislim, da tukaj ni. No. Zaenkrat še ne. Imaš nekaj v podzavesti, se mi zdi, da nekako zmeraj nekako studiraš, ali boš ali ne boš prišel do cilja. Razen, če bi tako naredil, kot imamo mi. Da bi žico, pa da bi lepo skozi, to pa v redu. Koliko imajo vlaki narejeno, ne? To je pa v redu. Ideja s kablom na cesto niti ni tako iz trte zvita, kajti na nemški avtocesti A5 so v bližini Frankfurta dejansko odprli 5 km dolg odsek, po katerem bodo vozili električni tovornjaki, ki jim elektrike ne bo zmanjkalo, saj jo bodo dobili na enak način kot vlaki. Vodja projekta pravi, da če bi v Nemčiji samo tretjino cest opremili z dratom na cesto, bi lahko 80% tovornega prometa postalo brezogljičnega. Da lahko vozniku zagotovijo vsaj nekaj spodobnih ultrahitrih kilometrov, morajo električni superšportniki imeti seveda strašansko veliko zalogo baterij. No, kalifornijski startup Hyperion rešuje zagato. Njihov električni XP1 naj bi od leta 2022 naprej svoje stranke razvajal z najvišjo hitrostjo 356 km/h, pospeškom do 100 km 2,2 sekunde, predvsem pa z lahkotnostjo, s katero se bo komaj dobro tono težak superšportnik smejal baterijskim električnim superšportnikom. In kje je ideja? No, zalogo Hyperionovih baterij je lahko majhna, saj električno energijo sproti proizvajajo gorivne celice. In ne le te, tudi sončne celice, te se med vožnjo obračajo proti soncu. Cena Hyperiona še ni znana, ampak seveda lahko si obetamo, da če bo stal samo $2 milijona, potem bo to pomenilo, da je v akciji. No pa še eno super hitro vozilo na gorivne celice imamo za vas, no tokrat gre za jahto, za katamaran. Super hitro v tem primeru pomeni, da dosega hitrost 50 vozlov, kar je nekako 100 km/h in seveda to je v resnici zelo hitro, kajti gre za 100 metrov dolgo in pa 40 metrov široko jahto. In ja, tako kot Hyperion ima tudi ta jahta, poleg gorivnih tudi sončne celice in seveda lahko jih ima še bistveno več. Prostora ima namreč kar za 750 m², ki so jih prekrili z sončnimi celicami. Za super bogataše pa imamo še eno igračko. No, tokrat se selimo v zrak in gre za 120 milijonov vredno nadzvočno potniško letalo, 8-sedežno letalo, ki naj bi dosegalo hitrost 1,6 maha. Nad morjem, nad kopnim namreč po današnjih zakonih ne smete leteti potniško nadzvočno. Prvič naj bi to letalo poletelo leta 2025, v 10 letih pa naj bi jih izdelali kar 500. Pa koliko je teh super bogatašev na svetu? Preverili so odziv mariborskih pešcev na z radarjem opremljeno zebro, to je tista, ki smo vam jo podrobno predstavili tik pred koronsko karanteno. No, zdaj v tem poletnem času, ko so se pešci dejansko že res lahko sprehajali čez to zebro, so avtorji preverili odziv, no in Mariborčani so z veliko večino pohvalili takšno rešitev, kar pa seveda ni nobeno presenečenje. Slaba novica pa je, da je v tej študiji pokazalo se tudi, da kar 23% voznikov na to obvestilo o pešcu na prehodu sploh ni reagiralo. In vozniki kombijev so bili dvakrat največkrat so pešcu odstopili prednost, ampak so pa tudi vozili najhitreje. No in zdaj pa novica za družine z majhnimi otroki. V Sloveniji je prišla tako imenovana naprava KneeGuard Kids 3. Preprosto pomagalo, ki našim malim med vožnjo podpira noge, da ne bingljajo. Zadeva se pripne na Isofix zanke, je nastavljiva po višini in naklonu, ima upravljene crash teste, tudi certifikate.
No, naš 3-letni testni voznik končne ocene še ni podal, je pa na kratki predstavitveni vožnji zadovoljno topotal po tej polički. Koliko pa je stvar zares koristna, bo morala pokazati kakšna daljša vožnja. Ampak saj posebne umetnosti ne bi smelo biti. Saj tudi mi, odrasli, z nogami bingljamo, kvečemo na kakšnem pikniku, na kakšni gugalnici. Med delom in pa med vožnjo imamo noge trdno upete. No, govorili smo o avtu, o letalu, o jahti, o tovornjakih, pa dajmo še eno kolesarsko. In ime mu je Jaka Zajec. Jack Rabbit, ultrakratko električno kolo, oziroma električni moped, skuter, oziroma kako naj mu sploh rečemo, ker nima pedal. No, kakorkoli, denar zanj zbirajo na Kickstarterju. No in ko smo že pri 2 kolesih, Harley Davidson verjetno svojega Nakeda nikoli ne bo začel proizvajati. Namreč zamenjava prvega moža je to slovito ameriško znamko vrnila na ustaljene tirnice, torej v proizvodnjo izključno klasičnih motopotovalnikov. In zgodba je skoraj na las podobna Mercedesovi zgodbi, tudi pri Nemcih je namreč zamenjava CEO-ja pomenila ustavitev prodiranja na nova področja. V Mercedesovem primeru je to pomenilo postopno opustitev sodelovanja z Renaultom. Ampak novi Kangoo bo še ostal v Mercedesovi paleti. Približno takšen bo. Zdaj pa je čas, da sedemo za volan Audija, Seata in Škode. Nemške trojice. No, evropske trojice, ki na eni strani išče proizvodne sinergije in na drugi strani simpatije pri zelo različnih potrošnikih. Prihajajo iz iste korporacije, imajo enako tehnično osnovo, spadajo v isti spodnji, srednji, torej golfov avtomobilski razred. No, original smo vam že predstavili, z nekaj mesečnim zamikom pa so zdaj v Slovenijo pripeljali tudi španski vročekrvnež, češka eleganca in bahavi nemški mojster. Ampak ne, to nikakor niso enojajčni četvorčki. Ko jih preizkusiš v praksi, to dejansko postane močno očitno. Podrobnejše teste vam ponujamo na našem YouTube kanalu in na MMC-ju, te drage televizijske minute pa si vzemimo za nekaj ključnih poudarkov. Golfu najbolj podoben je Leon, a v primerjavi z Nemcem ponuja bistveno več mladostnega karakterja. Že pozdravim takole, po špansko. Hola, pravi. In čeprav gre na Iberskem polotoku za popolnoma običajen pozdrav, ostali v njem prepoznamo vsaj delček temperamenta, sproščenosti, morda celo eksotike. Hkrati Leon ponuja tudi največ temperamentnega oblikovanja, naj gre za najbolj oster nos, za simpatičen napis ali pa za svetlobne trakove, ki so bili doslej bolj domena prestižnih avtov. Karakterno povsem nasprotna je Octavia, ki pa je ravno tako z obliko zapisala povsem novo zgodbo. Pravzaprav bi lahko rekli, da je po tisti prvi novodobni Octavii pred 25 leti ta 4. generacija največja novost. Tudi zato, ker so imeli inženirji tokrat proste roke. Spomnim se namreč, da sem bil pred 8 leti v Mladi Boleslavi na predstavitvi 3. generacije Škode Octavie, a z obliko ni ravno navdušil. Pa je šef takratnega Škodinega oblikovanja s cmokom v grlu priznal, da je imel zvezane roke, da so bojda pripravili najprej drugačno obliko, ki pa jim jo je Volkswagen mačovsko zavrnil. Z razvezanimi rokami so si oblikovalci privoščili Citroenovski volan. V obliki volanskega obroča in gumbih na njem se bodo verjetno sprožili številni pogovori. A dejstvo je, da se med vožnjo za nekatere tako pomembnega 3. kraka sploh ne pogreša. Tudi pri Škodi pa se niso mogli upreti trendom, ki vse bolj prodira v svet avtomobilizma. Če v nekaterih avtomobilih fizičnih gumbov sploh ni več, jih je v Octavii ostalo vsaj še nekaj. V Leonu jih namreč ni prav nič, zato si je pred prvo vožnjo treba vzeti čas. V veliko pomoč nam je prilagodljivost srednjega zaslona, kjer si lahko takole preprosto razporedimo bližnjice do najbolj priljubljenih funkcij. Takole na začetku, mogoče vse skupaj izgleda nekoliko konfuzno, ampak verjemite, da je logika za tem srednjim zaslonom zelo dobro premišljena. A če sem lahko malce pristranski, je med vsemi družinskimi člani v A3 digitalizacija podana na najboljši možen način. Audi ima namreč klasičnih fizičnih tipk največ, pa tudi tipkanje po zaslonu je najbolj čutno. Pod blazinicami prstov ob vsakem pritisku namreč narahlo zavibrira.
Audi ponuja še zanimivo rokovanje z različnimi sistemi. Po zaslonu lahko pišemo kar s prstom. In to tako vse poprek, pa sistem vseeno prepozna, kam se recimo v primeru navigacije želimo odpeljati. In dilemo glede upravljanja glasnosti radia prek občutljive ploščice pod zaslonom je Audi odpravil po svoje, z občutljivo okroglo ploščico. No, naša prva izbira je še vedno vrtljivi gumb, ampak ko smo že pri Audiju, po novem ni več 3-vratne trojke. Ne samo pri Audiju, v celotnem koncernu so se namreč odpovedali različicam s 3 vrati. Stopanje na zadnje sedeže je zahtevno, še težje je mladi mamici položiti tja otroka. Praktičnost vam podrobneje demonstriramo v daljših videih. Na tem mestu naj zgolj poudarimo pričakovano dejstvo, da Škoda v tem pogledu želi imeti glavno besedo, četudi so razlike pri enakih karoserijskih variantah izredno majhne. Tistih drobnih, brihtnih domislic pa Čehi ne dajo. Prvič doslej je mogoče tako v Octavii naročiti tudi paket za spanje, ki za zadnjo klop vključuje 2 večja vzglavnika in odejo. A bolj kot slednje so dobrodošle številne druge rešitve, kot so denimo dežnik v prednjih vratih, strgalo za led pod loputo rezervoarja za gorivo, ki vključuje tudi lestvico za merjenje globine profila pnevmatik, ali pa integriran li v pokrovu posode s tekočino za čiščenje stekel. Z vsakim novim modelom je pri Škodi teh rešitev več, trenutno jih je že več kot 25. Če so češke domislice predvsem brihtne, pa so španski tehnični pripomočki ne samo praktični, ampak tudi očem prijetni. Pohvaliti velja tudi dejstvo, da ambientna osvetlitev v leonu nima več zgolj lepotne funkcije, ampak tudi služi kot pomoč vozniku. Del ambientalne osvetlitve tukaj namreč ob tem, ko imamo vozilo v mrtvem kotu, zažari v zelo opazni oranžni barvi in tako opravlja enako funkcijo, kot jo sicer v večini vozil nekakšna ločena lučka. V preizkusnem leonu smo si ustvarili tudi mnenje o nekaterih tehnologijah, ki jih sicer dobite tudi pri drugih članih Volkswagenovega koncerna. Pametno predvidevanje vozila. Ta vam tudi na neznanih poteh napoveduje bližino naselij, križišč, krožišč, hitrostnih omejitev in ostrih zavojev. To je pomembno predvsem za predvidevanje, da pred potencialnim zmanjšanjem hitrosti brez potrebe ne pospešujete. In srce tehnologije nedvomno predstavlja pametni prediktivni tempomat. Primer. Hitrost potovanja želimo nastaviti na 90 km/h, nato pa sledi ostrejši zavoj. Tempomat bo samodejno zmanjšal hitrost na primerno, nato pa po zaključku zavoja hitrost ponovno povečal na našo želeno potovalno. In enako velja tudi za hitrostne omejitve. A pogosto takšni sistemi odlično delujejo predvsem na papirju. V praksi ne delujejo točno tako, kot bi morali. No, tukaj pa je treba poudariti, da v leonu deluje praktično brezhibno. Z njim smo takole, brez dotikanja stopalk, prepeljali kar 60 km jadranske magistrale. In potrebno je poudariti, da na sistem niti enkrat ni spravil obživce. Novo ime, nova zgodba. In kakšna zgodba? Trženjski guruji pri Volkswagenu so si tokrat resnično dobro zamislili scenarij tega, kako bo ID.3 prišel na trg. Toliko zgodb, kot je bilo o tem, kdaj pride, zakaj še ni prišel, kdaj bo prišel, kako bo prišel, si lahko zmisli samo še J.K. Rowling. No, in ko si ravno pri njej, v Wolfsburgu, kjer se je pravzaprav za Volkswagen vse začelo, se je po Harry Potterjevsko z urokom Expelliarmus, ki je razorožil našega kolega Sebastiana, pokazal ID.3 in lahko se je usedel vanj v mestu, kjer so nekoč iz tovarne mimogrede serijsko leteli hrošči in kjer je nastalo že več kot 45 milijonov Volkswagenov. No, in če smo že ravni pri tej karizmatični tovarni, ki je globoko zaznamovala Volkswagen. Zanimivost. Po drugi svetovni vojni tovarna je bila močno poškodovana, vendar še delujoča, so z njo upravljali Angleži in jo v enem trenutku ponudili Henryju Fordu II. Član uprave v Fordu je rekel natančno takole: gospod Ford, kar nam ponujajo, ni vredno nič. Toliko o vrednosti članov uprave. Če bo ID.3 prinesel velike spremembe, bomo videli čez nekaj časa, ampak najprej si ga pa poglejmo.
ID is a name for the complete family, and we like that. It's short, it's digital, everybody sort of understands different things, positive things with it, so it's identity. It translates into Idee in German and in French as well, for instance, which is, I think, a good idea. For us, it's almost like a sub-brand, like a product family. You will notice that they all have the same design DNA. They all have eyes, they all have a face that's friendly and open, so not grim, but eyes that can look at you. They have this two-tone design that you've seen, all of them, so black and body color play. Super aerodynamic, a bit modern, no old design things like chrome. The logo is white, for instance, so it gave us a new look. Zakaj je ta avto pravzaprav tako zelo pomemben? Volkswagen Group, we are committed that in 2050 that we will be CO2 neutral. And the e-mobility is a backbone for this strategy, even if it is a conversion time for 2 decades, for example. And in this year, this future strategy to be CO2 neutral is now starting with the ID.3, because the ID.3 is the first car really for the volume market. In po prvih prevoženih kilometrih se je namreč izkazal kot avto, pri katerem bi nepoznavalec z lahkoto spregledal, da sedi oziroma se vozi v električnem avtomobilu. Seveda, če bi mu primerno na glas navili glasbo v avtomobilu. Če je v Golfu prestavna ročica v primeru samodejnega menjalnika res minimalistična, je v ID.3 na tem mestu sploh ni več. Preselili so jo popolnoma pred voznika, za volanski obroč oziroma ob desno stran armaturne plošče. Ob začetku prodaje bodo kupci lahko izbirali med 2 kapacitetama baterij. Doseg do 426 km po kriterijih WLTP bo zagotavljala baterija s kapaciteto 58 kWh, največja baterija s kapaciteto 77 kWh pa naj bi zadoščala za kar 549 km dosega. Elektromotor bo v obeh primerih razvil moč 150 kW. We are convinced that the battery for sure is a key for a higher driving range, but nevertheless the actual technology we have is more or less the backbone. Yeah? What we will see and what we will experience in the next years is more or less an evolution than a revolution. Preko domače polnilnice, ki jo Volkswagen tudi v Sloveniji ponuja po ugodni ceni, bo polnjenje povsem praznih baterij trajalo od dobrih 6 do 7 ur. Na poti bodo uporabniki seveda koristili hitrejše polnilnice. Tudi slovenski kupci bodo lahko koristili mrežo polnilnic WeCharge, ki v Evropi obsega že več kot 150 000 polnilnic, na vseh pa se bodo lahko logirali zgolj eno naročniško kartico. Skoraj prazno baterijo bo mogoče na hitri polnilnici napolniti do 80% v približno pol ure. Med testnimi vožnjami v okolici Wolfsburga pa smo se ustavili na zanimivem mestu, kakršnega si zagotovo lastniki električnih avtomobilov želijo tudi v Sloveniji. To na tem mestu je bila še pred 20 leti bencinska črpalka. Leta 1996 jo je kupil Volkswagen in pred dobrimi 4 leti iz nje naredil električno polnilnico. Na njej je več kot 10 električnih polnilnic, od tega 4 Ionity, ki lahko polnijo s kar 350 kWh. To je pa toliko, kot jih trenutno še noben avto ne more sprejeti. Tale ID s kapaciteto baterije 58 kWh bi se torej polnil tam nekih 10 minut. To je pa že kar spodoben čas, kaj ne? V današnji oddaji in na naših testih smo ugotovili, da je s hibridi povezanih kar nekaj vprašanj. Upam, da smo tekom oddaje in tudi na našem dogodku lahko na nekaj teh odgovorili. Je pa res, da pri vsej paleti in vsej ponudbi je kupec, ki se odloča za nakup hibrida ali pa tudi električnega avtomobila, pred kar težko uganko. No, hibridov se je že od samega začetka prijelo, da gre za tehnologijo prehodnega obdobja. Že zgolj s tem smo hibridom pripisali nekoliko negativen prizvok. Po krivici, zelo po krivici. Nihče danes ne ve, kako dolgo bo trajalo prehodno obdobje, niti v to, v kaj bo prešlo. Hibridi so na nek način kot korona. Nova realnost. Bistveno boljši so. Želimo si, da so tukaj in da tukaj tudi ostanejo. Zakaj? Če pogledamo nekoliko širšo sliko. Hibridi ustrezajo vsem 3 deležnikom v tej igri. Za proizvajalce
ostane vse bolj ali manj enako. Še vedno ostane proizvodnja motorjev, pa tudi servisna dejavnost. Na nek način lahko tudi rečemo, da je to skoraj najcenejši način, kako se zmanjša tudi poraba in izpusti. Še posebej to velja za mehke hibride, ki so pravzaprav hibridi bolj po marketinški plati. Po drugi strani za kupce vse ostane tako, kot poznamo. Avto uporabljamo tako, kot uporabljamo avtomobile danes. In tretji deležnik je zagotovo regulator države. Hibridi zmanjšujejo izpuste prav tam, kjer so vrednosti tudi najbolj škodljive, predvsem v mestih. S hibridi ali brez, z izpusti ali brez se za danes z Andrejem poslavljava. Bodite z nami spet prihodnji teden, vmes pa ne pozabite na naš Instagram, Facebook, Twitter, YouTube in seveda na našo podstran Avtomobilnost na MMC-ju.